Še zadnji napotki dramskega igralca mariborske drame Ivice Kneza. Nato se zastor dvigne in razkrije skrivnostni orient ter znamenito pravljico o dečku Aladinu, ki se zaljubi v sultanovo hčer Jasmin. Na oder oziroma s prvo besedo, ki jo rečeš, vsaj jaz zgubim potem tole tremo in zaživim. Vloga mi je že sama bila zelo všeč, tako da jaz sem bila takoj za to zgodbo. Pravljica v sodobnejši obliki je izpod peresa Jasne Merc. Ohranja zgodbo izvirne pripovedi in obdrži tudi osrednje like. Polona v vlogi Aladinove mame nam zaupa, da je najbolj ljub prizor na sultanovem dvoru. Pride pač mama in hoče pač sultanu reči, da bi se njen sin poročil s princesko. In to pač sultanu nekako ni všeč, pa ko mu jaz dam dragulje, pa kar naenkrat mu je to že vse všeč, da on pristane na to. Hčerka na dvoru rojena, mnogi mislim pravzaprav bi naj bila najlepša, vsak, ki jo pogleda, naj bi bil zaljubljen do šest in več ne bi mogel se v nikogar drugega zaljubiti, pa vsi mislijo, da je pravzaprav razvajena punčara, pravzaprav pa ima tudi ona zelo kar precej dober značaj, to sem ugotovila skozi igro, da pravzaprav je tudi ona kar precej poštena. Hkrati pa pravljica vnese nekaj novih elementov, tako denimo skaterja in malega kričavega Batmana, ki na oder priskaklja vsakič, ko Aladin zasuče čarobni prsten. Brez trdega dela, brez neskončnega števila vaj, težko prideš recimo do ene take predstave, katero ste danes lahko videli, v kateri so vsi neizmerno uživali in jaz moram reči, kot režiser, sem bil danes zelo ponosen. Dramski krožek ima na osnovni šoli Bojana Iliha sicer že nekajletno tradicijo. Zdaj se lahko pohvalijo svojo dvorano in lučnim parkom. Začetki pa niso bili nič kaj enostavni. Začeli smo pa iz čiste nule, nismo imeli še čisto nič, imeli samo ogromno entuziazma, volje, ljubezni. Ker me igralstvo je navdušilo pri filmih, ko sem gledal, in pač zato sem pristopil k temu šolskemu dramskemu krožku. Na vajah sicer ne manjka smeha in razposajenosti, pri predstavi pa z vso resnostjo odigrajo svoje vloge in z Aladinom sporočajo, da bogastvo pač ni pogoj za srečo.